Prava ideja se je znanemu Kučanovemu klanu porodila že davnega leta 1992, ko se je takrat 51-letni Milan Kučan potegoval za funkcijo predsednika države. Dolgoletni partijec in nekdanji predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije se je v nameri, da postane predsednik vseh Slovencev, odločil zamrzniti članstvo v svoji stranki, ki se je tedaj že preimenovala v Združeno listo socialnih demokratov. Na hladno je postavil tudi svoj ateizem in razlagal nekaj o mami ali teti ali morda sestrični, ki da je bila nekoč na nek način menda celo verna. Finta je v celoti uspela in Milan Kučan je postal predsednik Slovenije. In to kar za 2 mandata. Zaradi obilice protokolarnih dolžnosti, številnih rokovanj in pokroviteljstva pasjih procesij je morala prava ideja počakati na boljše čase. Če smo natančni, vse do trenutka, ko se je zamrzovanje izkazalo za zanimivo tržno priložnost. V začetku leta se je pojavila potreba po rušenju vlade Janeza Janše. Na željo spontanih vstajnikov in njihovih voditeljev naj bi vlado prevzela Pozitivna Slovenija, vendar bi bilo to zaradi Zorana Jankovića precej nespodobno. Protikorupcijska komisija mu je namreč očitala zelo podobne reči kot Janši. Če seveda zanemarimo, da so bili zneski, ki so jih omenjali pri Jankoviću, tudi po 100-krat višji. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi v tistem trenutku ne priskočil na pomoč Milan Kučan s svojo zamrzovalno tehnologijo. Tako pa je Zoran Janković svoj status predsednika stranke zamrznil in omogočil magistrici Alenki Bratušek, da prevzame vladno krmilo. Zakaj postopka zamrznitve niso uporabili tudi pri Janezu Janši, je seveda drugo vprašanje. Očitno je prevladalo prepričanje, da je itak gotov in ga je zato bolje skuhati v vročem olju. Akcija ni povsem uspela in Janša je preživel. Še več. Četudi se je umaknil iz državne politike, je kot predsednik največje opozicijske stranke še vedno izjemno moteč. Kar je seveda priročno, saj ljudstvo tako ni preveč pozorno na dvigovanje davkov, uvajanje novih dajatev, na porast cen in rastočo draginjo. Dodaten anestezijski učinek imajo govorice, da se namerava Janković odmrzniti in vrniti na čelo Pozitivne Slovenije. Na tak način se med ljudmi ustvarja iluzija morebitnega razpada vladne koalicije in veselo pričakovanje doprinese, da narod kar pozabi na prazne denarnice. To je dobro, a očitno ni povsem v skladu z mislijo, da sanje niso več dovoljene, ki jo kot pravo idejo zagovarja Milan Kučan. Zato je Kučan sklenil zavihati rokave. Udaril je po mizi, češ da se Janković nima kaj odmrzovati, če noče stranko ured na smetišče zgodovine. Jaz pač računam na razsodnost, na pamet in odgovornost ljudi, ki to stranko vodijo. Se bodo že znali zmeniti, če ne, bo pa seveda političen konec z njimi in za stranko. Slišali smo, kako je Kučan strog in odločen. Ne smemo pa spregledati, da je tudi pravičen. Če je uspešno zamrznil Jankovića, pač ne vidi razloga, da bi kljub vročini ne poskrbel tudi za zamrznitev Janše. Če Janković zaradi suma korupcije ne more biti predsednik Pozitivne Slovenije in jaz seveda mislim, da ne more biti, potem še kdo drug tudi ne more biti predsednik strank, ne glede na to, kakšno podporo znotraj stranke ima. To je bila prava ideja meseca julija. Veselimo se avgustovske. Preden končamo samo še to, Tadej Buzeti, ki je vodil pogovor z Milanom Kučanom, bi si zaslužil kakšno prestižno novinarsko nagrado. Že omenjeno Kučanovo izjavo je pospremil s strumnim komentarjem.
Če Janković zaradi suma korupcije ne more biti predsednik Pozitivne Slovenije in jaz seveda mislim, da ne more biti, potem še kdo drug tudi ne more biti predsednik strank, ne glede na to, kakšno podporo znotraj stranke ima. Se popolnoma strinjam z vami. Lepše bi svoje pokončne novinarske drže ne mogel izraziti. Razen seveda, če bi z iztegnjeno roko salutiral. Jawohl, Herr Präsident.